Rojen sem bil v Trebelju pri Palovčah, občina Kamnik, 15. oktobra 1926. Že v šolo hodil na Vranje Peči, v osnovno šolo, ko sem tam osnovno šolo dokončal, me pa pride en dan en gospod, so rekli, da je klepar v Šenčurju, da bi se šel učiti za kleparja. Seveda so moj ata pa mama so bili, mama ne toliko, ampak ata je bil za to, da bi šel, in tudi jaz sem bil za to, če ne, da nekaj moram. To je bilo 41 leta, menda. Sem bil doma do konca šole, še nisem osnovno šolo končal, sem šel z očetom v Šenčur, kjer je bil majster doma, pa delavnica. Tam sem se učil, to se pravi, sem bil za vse. Tudi po mleko sem hodil vsako jutro, pa na stavbah, na strehah delal, popravilo v glavnem. Ne vem, kako bi rekel, domov je bilo precej daleč, ni bilo nobenih avtomobilov za domov hoditi, ni bilo, sem mogel peš hoditi, to je bilo do Kamnika 20 kilometrov, pa še iz Kamnika do moje hiše v Trebelju pri Palovčah drugih 5 kilometrov. V sobotah popoldan, ko sem bil prost, je bilo treba kar hitro iti, da sem prišel do večera. No, in tako je bilo bil sem na večjih krajih, to se pravi, poznam vse te kraje kot od Šenčurja do Jezerskega, kot dol do Šentvida in Domžale, Kamnik. To je bilo kraj, ki sem več, v glavnem, star bicikl, ki sem popravil, obletal in pa tudi delali smo na več krajih, tudi v Lesovem. Ta zadnje delo je bilo v Lesovem na Adergas, kjer smo poravnali tur in prebarvali. No, potem je pa prišel čas, da sem mogel iti poklican v Arbeitsdienst, nemško delovno organizacijo. In da sem prosil, če bi lahko še pustil, da bi izpit naredil, vanjski izpit, na nabor v Kranju. Pa so me pa nagovorili, so rekli, ja, sej, izpit boš ti pol naredil, ampak v Arbeitsdienst, to je delovna organizacija, predvojaško, boš pa pol, to je nujno, to je zdaj, ker moraš narediti, boš pa pol, ker to dokončaš, boš pol naredil izpit. Tako so imeli tam en oficirček, ki je bil tam in je tako govoril po slovensko, ker takrat so govorili nemško tam. In tako sem šel v Arbeitsdienst, mislim, da je bilo 7. avgusta do februarja meseca. To je bilo 43 verjetno, ne? 43 leta, ja. In tam so me pol, bi mogli dobiti dopust za iti domov, ko je bilo 6 mesecev
potem pa vojake služiti. Ampak Gorencev, Oberkrajnarjev so rekli, ne pustijo domov, zato ker tam je cofil banditen, preveč banditov. In tako, da nisem dobil dopusta za domov, smo šli, nas so pelali 14 dni, smo mogli vse barake počistiti, pa urediti vse okolico in potem so nas odpeljali, ker so se odločili za infanterijo, so hoteli vedeti, zakam, ne. Jaz sem rekel, jaz grem v infanterijo, to je pešadija, ne. In sem rekel, ker moj oče je služil pešadijo, bom pa tudi jaz. In tako, da sem prišel, eni so se odločili za topništvo, potem pancer divizion, pa tudi za letalce so hoteli iti, ampak za tiste letalce mislim, da ni nobeden šel pol. V Ansbach pri Nürnbergu so nas odpeljali s transport. In tam smo bili en mesec pa pol, vežbali po snegu, pa se spomnim, ko sem mogel nekaj puško, nisem imel prav čiste, in so me mogel potem po tleh lest, ker je bil vse leden, pa ostro, da sem se bil ves krval po rokah. Pisal se je pa tisti, ki me je to komandiral, je bil ta Schenkenik, sem se ga dobro zapomnil. No in tam smo tudi potem mogli presežiti, so nas peljali v eno dvorano, da smo mogli presežiti. Jaz sicer nisem znal toliko nemško, da bi izgovarjal tako, da nisem izgovarjal tistega. Ampak, bueno, vseeno, potem smo bili pa nekaj časa smo bili, mesec pa pol smo bili tam še okoli hodili, vežbali tudi po snegu. In potem so nas pa v Nürnberg peljali, od tam na transport pa v Francijo. V Francijo, to jaz se ne spomnim lih, da je feče dneva. V Cannes. Na Azurno obalo? Ja, južno obalo v Franciji. Tam v eno mesto, tam so nas odbirali v kompanije, jaz sem malo nekaj pozabil, ko smo bili stanovali v enem hotelu, sem pa nekaj pozabil, sem mogel pa nazaj leteti, potem sem pa zgubil svoje kolege, sem pa prišel pa čist med drugo, tam so pa rekli, kar tle se zbrana kompanija bila, tam pa so rekli, kar tle vod. In tam smo šli potem vežbali v Vence, mesto Vence, to je blizu italijanske meje. Tam smo delali pol vežbe, pa letali po tistih francoskih hribih, tam okoli pa Gmajni so nas vežbali vse sorte skrit, kako se skrit pa streljati, pa vse take stvari. In pozneje so nas pa odpeljali na Antibes,
Antip, tam smo bili na 14 dni v enem hotelu noter, pa en vrt, tam so nas imeli tako nekako malo vežbali, pa disciplina, kot je mogla biti vedno. In od tam so nas potem dali na šticpunkte ali pa položaje ob morske obale. So čakali izkrcanje zaveznikov, ne? Tam smo čakali precej časa, oziroma pa vežbali tudi v istem času. Čakali, se spomnim, ko je prišla ladja na približno 250 metrov, jaz sem bil na straž, pa sem pol po telefon, ko sem imel telefon zraven, vprašal komandanta čete, če kaj naredim, ker je ladja pa šla tako blizu. In je rekel, kar mir bo, ni treba ne streljati. Jaz sem mislil, da bo treba streljati na ladjo. In to je bila zavezniška ladja? To je bila angleška. To je bilo potem avgusta 1944, ne? Ja, nekaj takega, ja. In potem, kaj se je zgodilo potem? Ja, in potem je ladja šla, mi smo bili primer, ampak so strelali na sosedov položaj, šticpunkt so rekli. Šticpunkt, ja. In tako da ni tam, ko sem bil jaz, ni padlo nobene strelov, nič. In potem so vas Angleži zajeli? Pa so nas pa peljali tam pa proti Nici. Nemci so vas bilo že peljali? avgusta meseca. Gor v eni reki, tam smo bili, šli na položaje kot na frontu, ne? Ampak smo bili ogroženi vedno od francoskih partizanov, tako da smo večkrat bili napadeni, ampak kjer pa nismo mogli priti, da bi bili v kakšni borbi. In tam smo bili potem tam naprej, smo šli skozi Nico, kjer dan, jaz ne vem, nimam spomina. In čez Alpe, čez v Italijo, vse peš, v Sanremo. V Sanremu sem bil, tam smo bili tam v enih vrtovih noter in čakali, da smo šli potem, da smo bili razporejeni ob morju skozi Lamperia, Savona. Genova. Ja, v Lamperiji smo bili dalj časa, potem je pa prišlo en dan pa povedali, da moramo iti naprej. Pa smo sam po noč marširali, vsako noč po 40-50 kilometrov. Po noč zato, da nismo bili videni, da smo se skrivali. Smo prišli do Genove, tam smo bili nastanjeni za en teden dni v enem hotelu. Tam so nas pregledali, vse, če imamo vse. Jaz sem kapo zgubil, pa sem mogel pa čelado nositi, ko sem kapo zgubil. In od tam pa naprej so nas pa tam so bili na 14 dni. Tako, nismo nič posebno delali, ampak tako vsak dan smo mogli vežbati na tako orožje in pa vse to. Potem so pa en dan prišli pa tovorni kamioni, 3-tonski kamion, sem spomnil, ki so prišli, so pa nas peljali na La Spezia. La Spezia smo šli v ene italijanske kasarne, smo prenočili eno noč. Potem smo šli pa naprej pa peš. Peš naprej proti Livornu.
tam, ki je Livorno, mislim, da je tam od Livorna noter pa v Castelnovo, mesto Castelnovo. Proti Luki, to ne? Proti goram. Da se spomnim, ko so rekli, da smo 1000 metrov nad morske višine. Tam so bili prej Italijani, pa so menda Italijani verjetno so se podali ali pa jih ni bilo, se zapustili. Se spomnim, ko smo prišli po noč po dežju gor po tistih gorah. Jaz sem bil še tak nesrečen, da me je nekaj med potjo spodletel in sem padel v prepad dol, pa ne daleč. Se spomnim, sem vse 4 narazen, iz puška vred. In se potem pobral počas, ne, in da sem zlezel nazaj, gor so mi drug pomagali, da sem prišel gor na stezo. To je bilo vse po noč, da se ni videl nič. In temu ste rekli Goten linije, ne? Gotska linija. Je bilo tako, ne? Ne vem, kako so rekli liniji. To vem, da sem bil tam do Zabožič, Zabožič pa še čez nov let. In tam smo držali stražo, pa čakali, kdaj pridejo Angleži. Angleži smo gledali, so nas streljali iz tako približno 500-600 metrov od nas je bil en grad, tam so letele kugle vse dni. Enkrat tukaj, enkrat tam. Pol smo šli tudi, smo naredili špetruk, to se pravi, da smo šli gledati, kje so, ker jih nismo videli. Smo pa šli v tisto vas, 5 nas je bilo, komandant grupe, pa vsak je imel odreljen, kam mora gledati. Jaz sem bil, prvi je bil komandant grupe, jaz sem bil na desni odzad, sem mogel gledati na desno stran, ta drug je mogel na levo stran, ta četrt na gor, in en pa pet pa nazaj, da smo si krili, recimo, da ne bo, če bomo videli, kje je sovražnika. No pa srečni smo, nismo nikjer, dokler nismo prišli v noto v vas. Ko pridemo tako na drugo cesto, na križišče, ta komandant grupe je šel naprej, je že bil na sred ceste, ki je šla tako. In jaz pridem na skino, pogledam na desno, pa vidim Amerikanca z mitraljezom na tleh postavljen in še to sem videl, da je skočil k mitraljezu, ker on je stal majhen stran, 2 metra stran, hočil k mitraljeza. Jaz sem rekel, hiter komandantu, da ne gre nazaj, po nemško seveda, ne. In takrat je hiter nazaj šel, je lihko me je prišel ven, je pa vsulo mem nas. Tako da smo srečno prišli skozi. Potem smo šli pa nazaj, to je bilo vse v snegu. Smo imeli bele uniforme čez, da se nismo videli. Smo se lahko krili v snegu. In potem smo šli nazaj, tako da smo cel dan hodili nazaj, da smo prišli nazaj, že pozno uro zvečer, na svoje mesto prejšnjo. In tam nas je komandant grupe Febebel, je
nam je zmrznen kruh ponudil, smo bili lačni. Tako, da smo prišli srečno nazaj na svoje mesto. Kako so pa Nemci ravnali z vami, nemški vojaki, v nemški vojski? Ja, jaz sem Imate kakšne spomine imate na ta čas? No, prav dober. Ne moram se nič pritožiti. Vas niso nikoli šikanirali, ker ste bili Gorenjci, Slovenci? No. Ne. Ne. In potem, kako ste dočakali konec vojne? Konec vojne. Jaz sem se podal sam. To je bilo pa tako, bil je en Štajerc, iz Štajerskega Sparlekije doma nekje tam. Je prišel do mene, ko sem bil na straži, pa rekel ti, mi gremo čez, pa še on pa še eden grejo čez, da se podamo. Naj se jaz tudi grem z njim, ne. Jaz sem pa tudi, drugače jaz bi mogel njih aretirati ali pa ustreliti, ne? Ja, pa sem pa pristal, da grem z njim. Pa smo šli pa takrat smo bili, gor pa dol, po hribu, v snehu seveda. In smo prišli tam, ker smo že prej bili napadeni. In tam smo se prišli v eno hišo, ki ni bilo benga noter, oziroma bolj šupa zgledala, bolj kot hiša. In smo pustili orožje tam, pa šli naprej, da se podamo. En zemljič se je pisal, kar naprej roke gor držal, pa da se podamo. In pa smo prišli malo naprej, do drugih hiš, smo pa prišli v amerikanske roke. Kako so vas sprejeli ameriški vojaki? Ja, nezaupljivo. Prvo, kot smo se mogli belo obliko slečiti, pa orožje seveda, pogledali, če smo imeli kakšno orožje. In tako so nas imeli tam v tistih italijanskih hišah, ki so bile prazne. Pa ste povedali takoj, da niste Nemci? Niso sprašvali. Potem smo bili tam že en čas, je pa nas pa amerikanski oficir, ki je znal nemško, sprejel. To se pravi, da nas je vzel podatke, pa kaj smo, kje smo bili, pa kaj hočemo, pa to. In tam smo bolj prišli, so nas iz džipam peljali na Livorno. In potem ste prišel v ameriško ujetniško taborišče? V Livorno ta prvi, potem pa iz Livorne v Firence. V Firence tam so mesec pa pol. Tam so pa prišli do zaslišanja. Vse sem mogel zdati, vse podatke, kje sem, odkoj sem, kaj sem, kje sem bil. Pa tam se tudi me je rekel, da naj vojaško knjižico, če lahko njemu pustim, sem rekel, pa naj bo, ne. A si, ke sem rekel, kar tako nekako nič hudega, ne, tako, ampak tiste knjižico sem pogrešal pa včasih.
In od tam so nas potem iz ladjo, v Livorno na ladjo, pa v Napoli zapeljali. Ko so nas pa potem v Napoli zapeljali, smo prišli v Averso. V Averso tam je bilo pa polno Slovencev, so kar klicali, pa po slovensko sem šišel, ne. Smo bili tako na vsi, koliko nas je bilo, 800, 900 nas je bilo tam. In kako so ravnali z vami? Napolju, Aversi, ja, tako, kakor nič prav, da bi nas zasmehovala, kaj tako, nič. Tako. A so bili tudi kakšni zagrizeni? Po mojem dober. A med ujetniki so bili tudi kakšni zagrizeni nacisti? No, mislim, da ne. Saj jaz ne vem, da bi bili, vsi so bili Slovenci, vsi. A, vsi ste bili v taborišču Slovenci? Ja, to. Hrana je bila v redu, hrana? So fajn skrbeli za vas? Hrana, tiste konzerve so bile, tam smo dobili čaj pa 3-4 peškote za zjutraj. Popoldan pa včasih tudi kakšne konzervane bob ali pa kurejne mešanke, vse tisto. Konzerve vse. Kaj ste pa počeli v taborišču? Kaj ste delali v dan? Nič, biti tam na tleh smo v nekih italijanskih kasarne so bile pa brez okon, je bilo kar precej hladno, eno deko smo dobili, eno deko pa nič drugega. A so vas obiskovali kakšni komisarji? No, ne. Tam ne. Ne. No. Od kam ste šli potem iz tega taborišča? Pa so bili pa tam ene 3 tedne, so nas pa v Hrumo peljali. Pri Bariju, ne? Pri Bariju. No, pa smo bili pa tam bili skupaj. In potem od tam ste šli v Argentino, ne? No, tam smo šli pol v Trikase, kot v civilno taborišče. Tam smo bili že nekako, nas so hoteli, Angleži so nas hoteli v Hrumo, da gremo v Tito armiji. V Tito armiji pa jaz nisem hotel iti, oziroma tudi drugi, ki so še prišli v Argentino, so tako naredili. V Argentino smo prišli, takrat pa so pa tukaj prvo na Barju Peron v službi. Barju Peron, Barju Saavedra. Tam so bili, so rekli, iz imigrant hotela, ko smo bili, so nas peljali na tisto obro, pa jaz sem, kaj znamo delati, ne, jaz sem rekel, da sem klepar, ne, pol so pa tam vprašali, kaj znamo delati, čez hotel so, da smo plomerov, za svinčene cevi, sem rekel, to pa so bili LED lampov, ne, sem rekel, to pa videl sem že, ampak cint pa ne znam iz tistem. Ko sem pa tam videl gevinte, navoje od podcinkanih cevi, sem rekel, to pa znam delati, ne, iz gevinte delati za cevi. Pa sem pa še videl tisto orodje, tam sem rekel, da to pa razumem, ne, to orodje. Pa so me pa dali pa za gasista, da smo gas napeljavali. Plin? Cel Barju Peron, po vseh hišah smo napeljavali gas. In kdaj ste šel potem nazaj v rojstne kraje?
Kdaj ste šli na obisk? Domov, Ja. kdaj pa je bilo 70 leta. Pa vas niso nič zasliševali udba pa to? Doma? Doma, ja. No, noben ni vprašal nič.